Župani na mariborski občini pospešeno zaposlujejo. Dražje vozovnice le januarja. Pester in zanimiv praznični program. Dober večer. Predstavniki povezovalnega odbora za boljši Maribor so včeraj na mariborski občini med drugim zahtevali razveljavitev vseh zaposlitev in prezaposlitev v javnih podjetjih in občinski upravi v zadnjem mesecu. Na občini se namreč pripravlja nova sistematizacija delovnih mest, mnogi pa opozarjajo, da naj bi nekaterim uslužbencem omogočala zaposlitev za nedoločen čas oziroma boljše plačilo za delo. Na mariborski občini namreč v teh dneh pospešeno sprejemajo novo sistemizacijo delovnih mest. Pri tem je direktorica mariborske občinske uprave Milica Simonič-Štajner po naših informacijah predlog poslala 21. decembra le 2 od 3 hišnih sindikatov. Ti bi morali stališče o tem pripraviti v samo 3 delovnih dneh. Tudi če je to zakonito, ni pošteno do svojih sodelavcev znotraj občinske stavbe, da jih med temi, rečemo, božičnimi prazniki prisiliš v neka taka dejanja, ko je težko oblikovati neko usklajeno in resno stališče. Občinski sindikati so se včeraj sestali in v celoti zavrnili predlog sistemizacije. Pred našo kamero niso utegnili, saj morajo do polnoči spisati stališče, so se upravičili. Pred kamero kljub izrecni prošnji ni želela niti direktorica občinske uprave. Prejeli smo zgolj njeno posneto izjavo, a ker ji nismo mogli sami zastaviti vprašanj, je bilo nemogoče preveriti navedbe sindikatov. Ne gre za nobeno politično čistko med zaposlenimi, ampak gre v bistvu za klasične potrebe organizacije delovnega procesa. Sistematizacija v mariborski občini vsekakor, taka kot je zastavljena, ni ciljena na to, da bi se dosegli višji rezultati, boljši rezultati dela, ampak da bi se pač postavili na neke pozicije ljudje, ki očitno spadajo pod okrilje te hobotnice. Simonič-Štajnerjeva v izjavi še napove, da bo odlok o sistemizaciji delovnih mest namesto do 31. decembra sprejet do 31. januarja in da bodo med tem sklicali usklajevani sestanek s sindikati. Vprašanje pa je, ali bodo njihove pripombe upoštevali. Kadrovanje v občini Maribor pa je pod drobnogled medtem že vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Jeseni je država uvedla subvencionirane vozovnice za dijake in študente, kar je marsikomu bistveno razbremenilo družinski proračun. Po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in prostor se je v tem času število potnikov v javnem prometu celo podvojilo. Dijaki in študenti pa bodo januarja za vozovnico v javnem prometu plačali 10 oziroma 15 evrov več. Vzrok za podražitev naj bi bila pobuda za referendum o proračunu, ki so jo vložili sindikati in na podlagi katere so na pristojnem ministrstvu že pripravili spremembe pri subvencijah. Čeprav so sindikati pobudo umaknili, pa to ni več moglo vplivati na cene januarskih vozovnic. Na ministrstvu zdaj obljubljajo, da bodo cene vozovnice že februarja ponovno nižje, kar pa dijakov in študentov ne pomirja. Po mojem, zdaj nekateri dosti težje prišli do avtobusnih kart, pa prevoza. Obmestno, dijaško. Si vedel prej, da so dražje za januar? Ne, nisem vedel. Koliko je dražje? 15 evrov. 15 evrov pač ja več dam, kaj, ne morem pomagati. Sem tako pričakovala, ker 20 evrov mi je bilo v bistvu, mi je bilo ful poceni, tako da sem vedela, da nekaj bo, tako da me ni nekaj presenetilo preveč. Mariborski župan Franc Kangler, ki se je po napovedi svojega odstopa prvič pojavil v javnosti, je sinoči slovesno odprl obnovljeno Titovo cesto z novim krožiščem. Krožišče dopolnjuje fontana, posvečena predsedovanju Evropski prestolnici kulture. Zamisel za fontano, ki predstavlja abstraktni tloris občine, je prispevala študentka arhitekture Ines Štefanec. Celoten projekt je stal 1 milijon evrov, dobro polovico pa je prispevalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologija. Včeraj popoldne je zamaskiran moški oborožen s pištolo vstopil v papirnico na Betnavski cesti v Mariboru in iz predala skušal vzeti dnevni skupiček. Uslužbenka je moškega večkrat udarila z lesenim ročajem lopate in ga tako odgnala. Neznanec je seboj kljub temu odnesel več kot 300 evrov. To je bil letos že drugi rop v tej papirnici. Policisti dogodek še preiskujejo. V nadaljevanju dnevnika o še drugem pomembnem domačem dogajanju. Država bo od belgijske banke KBC kupila njena 22-odstotni delež v Novi Ljubljanski banki.
Cena za delnico bo 1 evro oziroma skupno okoli 2,77 milijona evrov. KBC bo tako v celoti izstopil iz lastniške strukture NLB-ja in izpolnil strateški načrt o odprodaji svojega deleža v NLB-ju, saj ni veljal za strateško naložbo. Za državo je nakup deleža zanimiv, ker bo lahko učinkoviteje vodila proces iskanja novega, dolgoročnega partnerja v banki. Odprodaja naj bi bila izpeljana v začetku leta 2013, ko bo mnenje podal tudi Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence. Na izredni seji državnega zbora poslanci odločajo o tako imenovanem mini rebalansu proračuna, ki predvideva povečanje posojil za 348,5 milijona evrov. Bodo pa tudi v šolski prehrani. Znesek danih posojil države se tako povečuje. Od dodatnih 348,5 milijona jih 320 predstavlja junijsko vplačilo konvertibilnih instrumentov oziroma tako imenovanih obveznic KOKO NLB-ju. Vlada te obveznice namreč uradno prikazuje kot posojila. Državni zbor je na današnji izredni seji soglasno potrdil mandat novi poslanki Socialnih demokratov Ljubici Jelušič. Jelušičeva v državni zbor prihaja na mesto zdaj že nekdanjega poslanca Boruta Pahorja, ki je pred nekaj dnevi nastopil 5-letni mandat predsednika republike. Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da je bilo letošnje leto najtežje za slovenska podjetja. Gospodarska aktivnost se je zmanjšala kar za 3,3%, razvojne naložbe pa skoraj za 10%. V leto 2013 slovensko gospodarstvo ne more vstopiti optimistično. Javnofinančni primanjkljaj je letos bistveno manjši kot v enakem obdobju lani. Po 3 četrtletjih je ocenjen na 1,2 milijardi evrov ali 4,5% bruto domačega proizvoda. V enakem obdobju lani je bil primanjkljaj 7,3% BDP-ja. Cene življenjskih potrebščin so se decembra na letni ravni zvišale za 2,7%. Najbolj, skoraj za 5%, pa so se podražili izdelki za dnevno porabo, še posebej alkoholne pijače in tobačni izdelki. Čeprav so časi trenutno nekoliko manj veseli, pa si po številnih slovenskih mestih in krajih prizadevajo pričarati čim bolj praznično razpoloženje. Tudi v Slovenski Bistrici, kjer že ves mesec potekajo številne prireditve, povezane s čarobnim decembrom. Slovenska Bistrica sodi med tiste slovenske kraje, kjer tako domačinom kot obiskovalcem ni nikoli dolgčas. Še posebej živahno pa je v decembru, ko tamkajšnja društva in organizacije poskrbijo za pester praznični program. Naša turistična društva v tem prazničnem decembru poskrbijo za to, da je pestro ravno v času, ki ga vsako leto že za nekaj let zapovrstjo organiziramo v gradu pod imenom Praznično grajsko mesto. Praznično grajsko mesto je ene vrste kulturni dogodek, kjer poskušamo vključiti in zadostiti vse okuse in omogočiti predvsem etnološkim skupinam, ki so zelo aktivne, zelo žive, zelo ustvarjalne, da pokažejo tudi v mestu vso svojo aktivnost in vso svojo vsebino. Le nekaj metrov od gradu, v samem centru mesta, pa lahko obiščete praznični sejem. Gre za že tradicionalni sejem, božični, ki bo trajal od 17. do 24. Je pa novost to leto ta, da v bistvu vsak dan v popoldanskem času od 4. oziroma od 5. do 8. ure zabava, se pravi koncerti, otroške prireditve, skratka za vsakega, ker se bo nekaj našlo za mlade in malo manj mlade. Kot se zamrzle dni spodobi, je Bistrico obiskala tudi prav posebna gospa. Danes sem pa tukaj botra zima in sem prišla obiskat ob začetku tega veselega decembra na Mestnem trgu v Slovenski Bistrici vse otroke. Danes sem pravzaprav posebna odposlanka dedka Mraza. Vse skupaj jih prav lepo pozdravlja in sporoča, da jih bo obiskal v naslednjih dneh v vrtcu in šolah. Danes pa se jim še posebej zahvaljuje, ker so tako lepo okrasili ta drevesca na Trgu Svobode. Zima, zima bela, na gori se dela. In tako je pila, da bo Jurska vzela. In kot se za prave klene Štajerce spodobi, bo v Slovenski Bistrici vladalo praznično vzdušje vse do konca decembra, ko bodo v novo leto stopili z velikim silvestrovanjem na prostem. Včeraj popoldne pa je bilo veselo tudi v največjem pomurskem domu starejših v Rakičanu. Približno polovica od 270 stanovalcev se je namreč odpravila na silvestrovanje, ki so jim ga pripravili zaposleni in bodoči gostinci.
Čeprav so se v domu več tednov pripravljali na silvestrovanje, so zaposleni v nekaj urah spremenili jedilnico v svojevrstno restauracijo. Poskušamo nekako našim stanovalcem pričarati domačnost, kajti meni osebno zelo veliko pomeni, da lahko tem stanovalcem na obrazu vidim, da se znajo veseliti, nasmejati, da še imajo neko upanje, skratka, da se dobro počutijo tukaj med nami. Stanovalci pa so komaj čakali na praznovanje. Sigdar je takšna stvar več vredna, kot pa katerakoli druga. Ne smo sami, malo nekša družba je, ko smo vetok sami usamljeni. Praznične dobrote so jim prvič stregli prostovoljci, dijaki srednje gostinske šole iz Radencev. Nam to pomeni zelo veliko, saj s tem pridobivamo tudi izkušnje. Delo s starejšimi je tudi nekaj takega, kar vsak dan v bistvu ne moreš narediti, tako da to nam kar precej pomeni. Za zabavo pa so poskrbele monoštrske plesalke in mlada Langa. To, da imamo vsako leto fešte, zelo lepo. Fajn se počutim, imamo goste, lepa je muzika. Zelo rada plešem, zelo rada pojem, sem vedno rada veseli družbi. Tako je bilo plesišče skoraj premajhno za vse, ki so želeli zaplesati v novo leto. Zavod Antona Martina Slomška v programu Evropske prestolnice kulture v prazničnem decembru sodeluje tudi s predstavitvami jaslic. Popolnoma različni razstavi sta na ogled v prostorih Škofijske gimnazije na Vrbanski cesti in v galeriji Ars Sacra na Slomškovem trgu. Jaslice so simbol Božiča in Kristusovega rojstva. Na Slovenskem njihova prva postavitev sega v 17. stoletje. Vse od takrat pa skrivnost Božjega rojstva in jaslične figurice nagovarjajo poklicne in ljubiteljske umetnike, da ustvarjajo najrazličnejše jaslice. To, kar se je dogajalo okrog Jezusovega rojstva, je delno zapisano v Svetem pismu, delno pa je še svoj prispevala fantazija ljudi, tako da jaslice so neke vrste povezava enega in drugega. Predvsem pa nas seveda spominjajo na ta osrednji dogodek krščanstva, rojstvo Božjega sina. Da je ustvarjalna domišljija ljudi brezmejna, dokazujejo tudi uporabljeni materiali za izdelavo jaslic. Te so izdelale pridne roke ljubiteljskih umetnikov iz Društva ljubiteljev jaslic. Materiali izhajajo iz našega vsakdana. Jaslice pa so lahko čisto preproste in minimalistične, le z Božjo družinico ali pa z mnoštvom figuric. Po celem svetu so jaslice tako različne, kot so različni narodi, kot so različni okusi, kot so različni posamezni ustvarjalci. Če so ljubiteljski umetniki posegali po najrazličnejših materialih, pa akademski kipar Viktor Konjedic jaslice oblikuje iz gline in s tem sledi družinski tradiciji svojega očeta. Zaveda se, da je pri izdelavi potrebna tudi duhovna priprava. Tovrstno ustvarjanje ga izpopolnjuje. Akademsko izobraženi ljudje veliko dajo na to, da svoj izraz tudi tehnično izpopolnijo oziroma da je njihov način upodabljanja ali pa slikanja, se je odvisno pač od tega, kaj kdo počne, v skladu nekako z njegovo tehniko nasploh. Jaslice Viktorja Konjedica so v številnih cerkvah po Sloveniji in tudi v tujini. Za galerijski prostor Ars Sacra jih je izdelal okrog 16. Večinoma so figure zlite v celoto in ne postavljene kot posamezni liki. V Lutkovnem gledališču Maribor si lahko otroci jutri še zadnjič v tem letu ogledajo lutkovno predstavo Kocke. Uprizoritev je nastala po motivih pravljice Ele Peroci Hišica iz kock in temelji na otroški domišljiji. Kocke so v predstavi gradniki posebnega gledališkega sveta, igralca pa jih med igro sestavljata in oživljata, tako da lahko najmlajši v njih prepoznavajo predmete, živali in pojme. Ker je to gledališče, nekako pričakujemo, da otroci imajo pozornost, da gledajo skoncentrirano nek določen čas ena stvar, ampak to je predstava, pri kateri je treba upoštevati, da taki otroci tega še niso sposobni v taki meri. Kljub temu, da je predstava dolga pol ure, dopušča, da vmes se spuščajo otroci zvoke, da na določenih točkah sodelujejo prav s prepoznavanjem pojmov. Šport Tina Maze je na današnjem veleslalomu na Semeringu osvojila odlično drugo mesto. Prehitela jo je le Avstrijka Anna Fenninger. Na oder za zmagovalke se je pa uspela še Francozinja Tessa Worley. Drugim Slovenkam se ni uspelo prebiti v finale. Mazejeva je na 15 tekmah osvojila 999 točk,
s čimer se je le še utrdila v skupnem vodstvu svetovnega pokala. Njena najbližja tekmica Marija Höfler-Riesch, ki je bila tokrat četrta, zaostaja že za 417 točk. Črnjanka je tudi suverena v veleslalomskem seštevku, v katerem ima 198 točk prednosti pred prvo zasledovalko Katrin Cetelj, ki je bila tokrat 7. Po torkovem prostem dnevu se slovenska moška rokometna reprezentanca od srede znova pripravlja na prihajajočo svetovno prvenstvo. Do odhoda v Španijo bo odigrala 4 prijateljske tekme. Prva bo Slovenijo v nedeljo v Slovenj Gradcu testirala Alžirija. Tam bodo prisotni vsi naši reprezentanti, ki so pričeli priprave. Skupaj s tistimi, ki so prišli kasneje, jih bo kar 24. Nekaj bomo lahko igravali in tudi dokončno na turnirju na Danskem tudi igrali. Imeli bomo potem 2 dni še, da naredimo neko glazuro in potem, da gremo na svetovno prvenstvo. Do odhoda na svetovno prvenstvo bo 16-terici, ki bo nastopila v Španiji, asistiral Vid Kavtičnik, ki ga zadnji 2 leti ni bilo v reprezentanci. Moja pavza je bila dolga, nekaj je bilo načrtovanega, nekaj je bilo nenačrtovanega, tako da mi je zelo lepo priti v to družbo, ta duh reprezentančni in se dobiti z starimi in novimi prijatelji, tako da sem zelo vesel, da sem nazaj v tej skupini. Rokometaš, ki igra na desni strani, bo imel novo priložnost za dokazovanje v reprezentanci v naslednjih kvalifikacijah. Dejstvo je, da so njegovi kolegi konkurenti odigrali jesenski del sezone v vrhunski formi. In to po eni strani povzroča selektorju določeno skrb. 90% reprezentantov je odigralo zelo dobro svoje sezone. Se pravi, in Celje v Ligi šampionov in Velenje v Ligi šampionov so odigrali krasne vrhunske tekme in sami posamezniki so odigrali tudi vrhunske role in imeli zelo dolgo, so držali konstanto forme. Normalno je, da v tem obdobju prihaja počitek in tudi telo samo je navajeno, da gre v padec, se pravi padec forme. Mi tukaj moramo ta padec forme zaustaviti in ga vzdigniti to krivuljo v bistvu navzgor in jaz upam, da bomo v tem uspeli. Od 4. do 6. januarja bo Slovenija nastopila na turnirju na Danskem. Tekme proti Črni Gori, Tuniziji in Danski bodo nakazale, v kakšni formi se nahajajo naši reprezentanti, ki bodo nato še 2 dni ostali na Danskem, nato pa pred odhodom v Španijo izvedli 3-dnevne priprave v Zrečah. Ob koncu dnevnika še pregled mednarodnega dogajanja. V španski letalski družbi Iberija se nadaljujejo pogajanja med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Pri Iberiji so predstavili 5-letni načrt preoblikovanja podjetja, ki predvideva tudi odpustitev 4500 zaposlenih. Zaradi napovedanega odpuščanja je na letališčih v Barceloni in Madridu stavkalo kakih 2000 zaposlenih. Drago ločitev si je privoščil nekdanji italijanski premijer Silvio Berlusconi. Sodišče v Milanu je namreč odločilo, da mora svoji nekdanji ženi Veroniki Lario plačevati po 3 milijone evrov preživnine na mesec, kar na leto nanese skupno 36 milijonov evrov. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, ki državljanom ZDA prepoveduje posvojitev ruskih otrok. Gre za odgovor na nedavno sprejeti ameriški zakon, ki uvaja sankcije proti ruskim uradnikom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic. Kitajska vlada je poostrila nadzor nad uporabniki interneta. Sprejeli so namreč pravila, ki od uporabnikov zahtevajo popolno identifikacijo pri ponudnikih storitev. S tem naj bi po navedbah kitajskih oblasti skrbeli za zaščito osebnih informacij. Kritiki pa opozarjajo, da želi vlada omejiti svobodo govora. V zadnjih nekaj mesecih so bili namreč internet in družbena omrežja uporabljeni za množične proteste proti ukrepom oblasti. Posamezniki, ki so objavljali kritike na spletu, pa so razkrili dejanja več koruptivnih pripadnikov vladajoče komunistične partije. Še vreme, jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo oslabila. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Prek Panonske nižine se pomika oslabljena vremenska motnja, za njo bo z okrepljenim severnim vetrom k nam pritekal hladnejši in bolj suh zrak. To je bil dnevnik televizije Maribor. Nasvidenje.